Medtem pa doma prometni kaos, zastoji, nesreče, en dan sneži, pa Slovenija stoji, so ogorčeni vozniki, ves dan in še ta hip, popoln kolaps na Ljubljanskem cestnem obroču, pa na Dolenjski avtocesti, kjer vozniki zaradi zastojev izgubljajo živce in trobijo. In za nameček Darsove službe marsikje po državi cest niso splužile. Po avtocestah in obvoznicah je bilo tako tudi po več centimetrov snega. In kaj je počel Dars? Zakaj je popoldan na teren poslal zgolj 60% vseh razpoložljivih ekip in to na enega najbolj zasneženih dni po več letih? Tukaj naši zaposleni so pripravljenci na domu, tako da takoj, ko zaznamo morebitno povečanje sneženja, jih pokličemo in pridejo vsi na delo na zaključenje. Zakaj je na vozniki videti, da niso služene? Verjetno gre za to, da se plužna enota rabi svoj čas, da naredi krog na cestišču, tako da se verjetno v tem času malo snega nabere na cestišču. No pa poglejmo, koliko se ga je nabralo. Ema Čepon, promet še zdaj teče po polžje ali popolnoma stoji. Kje vse? Promet tule na ljubljanski obvoznici, kot je morda videti za menoj, se je po celodnevnem kaosu končno nekoliko umiril, kar pa ne pomeni, da je tako povsod po državi. Potrpljenje še vedno izgubljajo vozniki na Gorenjski, Primorski, Štajerski, Dolenjski avtocesti. Poročajo, da jim pot vzame tudi do 4-krat, 5-krat dlje kot običajno, da skoraj da nenehno prihaja do prometnih nesreč in zdrsov, predvsem zdrsov tovornjakov. Le pred nekaj 10 minutami so z Darsa sporočili, da so zaprli odsek Primorske avtoceste na poti proti Kopru ravno zaradi zdrsa tovornjaka. In zato voznike danes toliko bolj jezi ta situacija. Na Darsu so se namreč za izločanje tovornjakov odločili šele pred uro in pol. Več o stanju prometa danes pa v prispevku kolegice Danice Jovanovič. Zasnežene in ponekod zaledenele ceste, zastoji in prometne nesreče. Kaos na cestah je danes povzročil sneg. Kako pa so svojo nalogo po mnenju voznikov opravile plužne službe? Lokalna cesta je zelo lepo urejena. Sicer čez Sotesko, tam je majhen zasnežena, ampak avtoceste so pa srečo imele, ki so peljale par kilometrov pred nami, so plužali. Kar je pomenilo za vas? Da je bila hitrost 60 km/h, še malo manjša. Bi prosil tudi voznike, da so strpni za njimi, da naj ne prehitevajo, naj vozijo za njimi in mi bomo poskrbeli, da bodo ceste čiste in splužene. A te niso bile niti, kot je vidno na posnetku, na Dolenjski avtocesti, niti na Ljubljanski obvoznici. Namesto tega je bilo aktiviranih zgolj 60% Darsovih ekip, 40 pa jih je, dodaja Kapelj, čakalo na bolj zahtevne razmere. Mi bomo pripravljeni seveda tudi kasneje. Tukaj v Kompoljih se je sestala ekipa za te primere, tako da spremljamo razmere in tudi bomo ustrezno ukrepali. Tudi državna cesta od Ljubljane do Kočevja je bila poledenela. Nekateri domačini iz Velikih Lašč so zato raje ostali doma. Z avtomobilom ne gremo na cesto, ker je gužva in bomo pač počakali, da se poleži tale vreme. Sem seveda doma, mogo bi biti pa v zdravniku. Ampak nisem preplašen voznik, ampak sem se odločil, da bom raje doma ostal, ker je menda cesta precej slaba. V občini so bile sicer aktivirane občinske plužne službe, za čiste ulice so skrbeli tudi domačini. Še pred 1 uro pa so bili po podatkih prometno-informacijskega centra zastoji na avtocesti od Obrežja do Ljubljane dolgi več kot 1,5 ure, na Štajerski avtocesti uro, na relaciji Ljubljana-Koper pa približno 45 minut.